Če bi hoteli opisati Borisa Pahorja, bi morali uporabiti kar nekaj oznak, saj je bil zelo mnogostranska, živahna osebnost. Mimo tega, da je bil srednješolski profesor, bi omenil, da je bil najprej pisatelj in esejist. Bil pa je tudi urednik revij ali sourednik Sidra, Tokovi, zlasti pa znamenite revije Zaliv. To so tržaške revije, ki so vstopile v našo literarno in politično zgodovino. Bil je borec proti totalitarizmom, za demokracijo. Znana je tudi njegova knjiga 3x ne, ki je šla najprej v italijanščini. Ne fašizmu, ne nacizmu, ne komunizmu. Bil je tudi borec za pravice narodnih manjšin, ne samo slovenske, ampak tudi širom po Evropi. Bil podpredsednik Združenja za zaščito manj razširjenih jezikov, ki ustanovil je stranko Slovensko levico in celo kandidiral za Evropski parlament. Brez upa zmage, ampak simbolično, zato da poudari pravice manjšin. Boris Pahor je bil prozaist, začel je z novelami, prišel na romane. Veliko njegovih knjig objavlja njegove dnevnike, pa tudi korespondenco, eseje. Pisal je tudi v italijanščini, ker je hotel italijanskega bralca seznaniti z vidiki naše, zlasti primorske literature. On ima namreč to velikansko zaslugo, da je spravil vprašanje manjšin, zlasti Slovencev na Tržaškem, v široko javnost. Teme, ki se jih je on loteva, je slovenstvo, narodnost, jezik, potem je ljubezen, Trst nastopa, morje, veliko se poudarja njegovo mediteranskost, ampak on je ljubil tudi hribe, tako da je teh tematik zelo veliko, ampak izstopajo tiste, zaradi katerih je v življenju doživel šoke, ki so ga popolnoma zaznamovali. Najprej požig Narodnega doma v Trstu, potem preganjanje Slovencev pod Italijo v času fašizma, med drugo svetovno vojno, aretacija in potem okušanje 6 nacističnih taborišč. Njegovo najbolj znano delo Nekropola govori ravno o tej izkušnji. Tretji šok je bilo njegovo soočenje s komunizmom, do katerega je na začetku gojil določene simpatije, ampak nasprotoval je totalitarizmu, cenzuri, predvsem pa nasilnosti in enostrankarskemu sistemu. Konflikt z jugoslovanskimi oblastmi je dosegel svoj višek leta 1975. Takrat je skupaj s pisateljem Alojzem Rebulo izdal brošuro Edvard Kocbek, pričevalec našega časa. No, v tej brošuri je najpomembnejši del dolg intervju. Kocbek je v njem spregovoril o monopolnem položaju partije, o njeni nasilnosti, predvsem pa o povojnih pobojih. Takrat so oblasti nastopile proti Pahorju, mu prepovedali vstop v Jugoslavijo, ustavili tisk nekaterih že postavljenih knjig in podobno. Čim je nastopila slovenska pomlad, je seveda bil tudi med temi, ki so si prizadevali ne samo za demokratizacijo, temveč tudi za osamosvojitev. Ni pa prenehal s kritičnostjo, to, da je Ljubljana premalo pozorna do zamejstva, je poudarjal še naprej in o tem tudi pisal, predaval.